Pozdravljeni, danes si bomo pogledali nekaj res zanimivega. In sicer, kako globalna ikona, kot je McDonald's, svojo strategijo popolnoma prilagodi za en majhen lokalni trg. Povedano drugače, kako nagovarja slovenske kupce prek svojih digitalnih kanalov. No, razkrili bomo njihov priročnik za uspeh. In poglejte, že takoj na začetku pri piškotkih nas čaka presenečenje. Pozabite na tisto dolgočasno, suhoparno pravno besedilo. To je obvestilo o piškotkih, ki ima dušo, kužki bi jih z veseljem pojedli. Ta igriv ton nam takoj pove, da ne gre zgolj za nek prevod globalne spletne strani, ne, to je prvi namig, da imamo opravka z res skrbno prilagojeno komunikacijo za slovenski trg. V tej analizi bomo razkrili celoten recept. Najprej bomo pogledali njihova digitalna vhodna vrata, potem, kako ustvarjajo tiste neustavljive želje po hrani. Pa kako gradijo odnos s strankami tudi onkraj restauracije. Razkrili bomo njihov priročnik dobrega soseda in na koncu vse skupaj zložili v celoten marketinški meni. No pa gremo po vrsti. Digitalna vhodna vrata. Osrednje vprašanje je pravzaprav čisto preprosto, a hkrati ključno. Kako lahko en tak globalni velikan, kot je McDonald's, zvoni pristno, lokalno? Kako prilagodi svoj glas, da odmeva prav pri nas, v Sloveniji? In kar je najbolj zanimivo, McDonald's nas kar sam povabi k raziskovanju s stavkom: naše skrivnosti smo pripravljeni deliti s tabo. To vabilo je super izhodišče za našo analizo. Pa ga sprejmemo in poglejmo, katere so te strateške skrivnosti za njihovim uspehom. Pa pojdimo naprej k ustvarjanju želj. Tukaj se skriva prava umetnost uravnoteženja. Kako na eni strani ohraniti privlačnost tistih brezčasnih klasik, ki jih vsi poznamo, hkrati pa z novimi ponudbami ustvariti občutek nujnosti. To je res temelj njihove produktne strategije, ki hrani zvestovo in hkrati nehno zbuja novo navdušenje. Poglejmo tole dvojnost v praksi. Na eni strani imamo legende, kot sta Big Mac in McChicken. To sta zanesljivost in udobje, vemo, kaj dobimo. Na drugi strani pa so časovno omejene ponudbe. Pekoči habanero burger, križ, kraš, krompirček. Te novosti delujejo kot vaba, ustvarjajo občutek nujnosti in tisti znani strah pred zamujenim, ki nas podbudi, da gremo tja takoj. S tem pa se zgodba šele začne. Zdaj se selimo onkraj restauracije, v digitalni svet. Tukaj bomo analizirali, kako McDonald's gradi celoten digitalni ekosistem, da bi odnos s strankami razširil daleč onkraj 4 sten svojih restauracij. V samem središču tega ekosistema je seveda njihova mobilna aplikacija in deluje kot zelo pametna zanka vključenosti. Začne se s prenosom, ki je takoj nagrajen s točkami. Potem sledi igra, ki z igrifikacijo spodbuja, da se vračamo vsak dan. Nato pride na vrsto prihranek z ekskluzivnimi kuponi in krog se sklene s priporočilom, ki pripelje nove uporabnike. Ta sistem nehno ustvarja interakcije in enkraten nakup spreminja v dolgoročen odnos. Ampak pozor, digitalni ekosistem se ne konča pri aplikaciji. Tudi McDelivery je postal ključen del te zgodbe, saj znamko pripelje dobesedno do domačih vrat. In en detajl iz nedavne promocije pove ogromno. Ob naročilu so priložili 2 slovenski jabolki. To je mogoče na videz majhna gesta, ampak s kakšnim močnim sporočilom. Globalna znamka z lokalnim pridihom. In to nas pripelje do četrtega, mogoče najbolj subtilnega dela strategije, do priročnika dobrega soseda. Tukaj ne govorimo več o burgerjih ali aplikacijah, govorimo o gradnji lokalnega zaupanja. O tisti mehki moči, s katero znamka gradi čustveno povezanost in postaja del skupnosti. To pa postavlja ključno vprašanje, kaj ne? Kako lahko ena globalna korporacija preseže vlogo prodajalca in postane resničen, sprejet član lokalne skupnosti? No, odgovor ni v besedah, ampak v dejanjih. In to niso samo prazne besede. Poglejmo konkretne primere. Na področju okolja imamo zeleno patruljo, ki čisti bregove Ljubljanice. Na področju zdravja so donirali slovenskim porodnišnicam. Zavezujejo se k transparentnosti in hkrati delujejo kot pomemben lokalni zaposlovalec. To ni ena sama akcija, ampak celosten pristop. Primer donacije porodnišnicam je še posebej močan.
In ključno pri tem je, da to ni bila le neka korporativna donacija. Ne, v zbiranje sredstev so vključili tudi svoje goste. In s tem so ustvarili občutek skupnega dosežka, skupne povezanosti. In to je verjetno najmočnejše orodje za gradnjo zaupanja. S tem pa smo prišli do konca. Povežimo vse te niti skupaj in si poglejmo celoten marketinški meni. Kako torej izgleda ta sintetizirana strategija, ki jo uporablja McDonald's Slovenija, ko jo pogledamo kot celoto? Vse skupaj lahko strnemo v 3 ključne stebre. Prvi je izdelek, kjer časovno omejene ponudbe ustvarjajo nujnost. Drugi steber je digitalno, kjer igrifikacija v aplikaciji gradi zvestobo in navado. In tretji je skupnost, kjer lokalne akcije gradijo zaupanje. Ampak ključno je to, noben od teh stebrov ne stoji sam. Skupaj tvorijo res močno povezano celoto. Torej, če potegnemo črto, je ključno spoznanje tole. Gre za strategijo, kjer je burger šele začetek. Hrana je vstopna točka, seveda, ampak tisto resnično grajenje znamke se dogaja skozi digitalno vključenost in integracijo v skupnost. Za konec pa še vprašanje, ki presega ta primer. Kaj v digitalni dobi sploh pomeni, da ena globalna znamka postane resnično lokalna? Kot kaže primer McDonald's Slovenija, odgovor ni zgolj v jeziku ali prevodu. Je v dejanjih, v interakcijah in v tej skrbno zgrajeni mešanici globalne moči in lokalnega srca.